interventni zakon pomeni praktično zamrznitev pokojnin. Po mojem osebnem prepričanju in prepričanju ekonomske stroke je odnos vlade in tudi Zveze svobodnih sindikatov, je odnos vlade do upokojencev, ki po besedah ministra Svetlika ne ustvarjajo več dodane vrednosti, skrajno ponižujoč. Naveden model uskladitve pomeni, da bo upokojenec, ki se upokojil danes, in upokojenec, ki se bo upokojil čez 10 let pod enakimi pogoji, torej z enako plačo in z enako pokojninsko dobo, prejel ta, ki se je upokojil čez 10 let, bistveno večjo pokojnino. In zakaj? Ker mora današnji upokojenec, ki ne ustvarja več dodane vrednosti, nekaj prispevati k družbeni blaginji in se mora razlikovati od tistega, ki se bo upokojil čez 10 let. Takšne so razlage dobro plačanih državnih uslužbencev, ki nimajo niti leta dela v realnem sektorju, in gospodov, ki delajo na raznih projektih in svoj osebni budžet polnijo v državnih jaslih. Mi pa pravimo, da je to vprašanje mikroekonomije in ne, kakor gospodje trdijo, da so to sociološka, psihološka in predvsem politična vprašanja. In mikroekonomija tu pove svoje in izračun je grob. Upokojenci z takim usklajevanjem ne bodo mogli preživeti in bodo morali zaprositi za varstven dodatek oziroma, da popravim, za varstven kredit, saj bodo morali za preživetje založiti svoje premoženje. Po naših podatkih trenutno prejema 45.965 upokojencev varstven dodatek. Po teh izračunih in po izračunih, ki jih imamo na SPIS-2, bo takih preko 120.000 in država bo postala največji hipotekar, saj bo se vpisala na premoženje ubogih upokojencev. Februarja naj bi bila uskladitev 1,7%. Torej vsi tisti, ki so bili, toliko so prejeli upokojeni v lanskem letu, tisti, ki pa so bili upokojeni predtem, so dobili pa za 0,6% nižjo uskladitev, torej 1,1%. Po uskladitvi v mesecu novembru pa smo prejeli 0,2% vsi. To pomeni, da smo bili ponovno prizadeti vsi tisti stari upokojenci, ki so prišli v penzijo pred letom 2009. No, to je samo en podatek, kako se je manipuliralo z delavci oziroma z upokojenci. Prejeli smo prav danes izhodišča za pripravo sprememb finančnega načrta zavoda, kjer je nekje za leto 2011 predvideno, da bi bila nominalna rast povprečne plače v Republiki Sloveniji 4,5%, povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin pa 2,5%. Iz tega je jasno razvidno, da zakaj se vlada prizadeva, da bi bil odstotek deleža rasti povprečnih rasti življenjskih potrebščin v večjem odnosu kot pa rast plač. In seveda očitno vztraja na tem, da bi tako tudi ostalo. Mi temu ostro nasprotujemo, gledamo pač na to, da bo revščina med upokojenci še bistveno večja. K temu bo pripomogla seveda tudi drugačna pokojninska osnova. Bodimo si odkriti. Razmerje, ki se zdaj nekje pojavlja na 30 let, minus 3 leta, zdaj kako bodo to izračunavali in preračunavali, je drugo vprašanje, na to jaz ne bi se zdaj oziral, ampak sigurno bo to prineslo dodatnih 7 do 8% nižje pokojnine. Torej, zanimivo bi bilo, če bi inštitucija, ki bi lahko zaupali, prišla končno z izračunom, ali pa tudi vlada, ki vedno trdi, da pokojnine po tej formuli ne bi padale, da pride z eksaktnimi podatki ven, kakšne bodo pokojnine, naprimer za upokojence, ki so
nekje na meji torej mejnega zneska, bom rekel, kjer se pridobiva varstveni dodatek, to je nekaj čez 436 evrov za lansko leto, ali pa najnižja pokojninska osnova, ki je za lansko leto znašala 535,51 evra. Torej, želeli bi, da nas nekdo prepriča, da bodo pokojnine ostale take, oziroma da se bodo usklajevale skladno z rastjo plač. Če tega ne bo, bomo mi upokojenci v celoti podpirali sindikalna prizadevanja za izvedbo referenduma. V tem trenutku so sicer še odprti členi, ki bi, če bi bilo kakršnakoli politična volja, še lahko preprečili to, da sindikati organiziramo zbiranje podpisov za izvedbo referenduma o tem zakonu, če bo sprejet takšen, kot je zdaj zasnovan. Vendar pa je zelo malo politične volje, da bi se kaj takega zgodilo. No in seveda v tem trenutku se že pravzaprav skuša ugotoviti, kako naj bi glasovali različne kategorije volilcev. Med njimi je zelo močna kategorija volilcev iz upokojenskih vrst. Opozarjam vas na sprejeti amandma na 429. člen predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki pravi pravzaprav takole, no jaz bom malo poenostavila, pa si že povedal, no v glavnem, letu 2011 v skladu z interventnim zakonom, od leta 2012 do 2015 v formuli 60-40 in šele v oddaljenem letu 2016 in da takrat se bo še mnogokrat lahko ta zakon spreminjal tudi na slabše, ta slavna kombinacija 70-30. Tle je treba pravzaprav opozoriti na nekaj, da je očitno strategija te vlade, da je treba iz gospodarske krize tako, da se varčuje pri najbolj revnih. In to so v veliki meri ravno slovenski upokojenci. Ta pokojninska reforma jim ne prinaša bistvenih izboljšav, njihov ekonomski materialni položaj se bo poslabševal, zaradi tega, ker bodo pokojnine zgubljale tek z plačami. Cilj je v bistvu, da bi pokojnine padale. To je cilj. Zakaj? Zato, ker v bistvu je ta reforma nepravična do večine delavcev in delavk, ker reforma podaljšuje ta pričakovanja, cel sistem za 3 leta, da bi približno delali dlje delavci in delavke. In ker vedo predlagatelji, dobro vedo, da glede na stanje na trgu dela so ti pogoji za večino delavk in delavcev nedosegljivi, se bodo lahko upokojevali na predčasnih upokojevanju, na predčasnih pokojninah. Te pa bodo dokazljivo mnogo niže, kot so sedaj. In to je to varčevanje. V bistvu je treba opozoriti, da proračun daje v pokojninsko blagajno cirka le 8% svojih sredstev. Le 8% svojih sredstev. In še to daje, ker so znižali gospodje politiki prispevno stopno delodajalcem. In smo v Evropi unikum, kar se tega tiče. Povsod drugo delodajalci in delavci, delavke plačujejo isti relativni znesek. Celo v Združenih državah Amerike plačujejo delavci in delodajalci enak znesek, 6,2%. Torej pomembna je ta enakost, ki je pomemben standard mednarodne organizacije dela. Nam pa politiki branijo ta privilegij in iz tega, torej privilegij, da delodajalci plačujejo nižjo prispevno stopnjo in se upirajo z vsemi sredstvi. In ta reforma je tista, ki ruši temelje socialne države, zato ker postavlja pogoje, ki bojo pripeljali do česa. Prvič, delodajalci sploh nimajo teh delovnih mest, to politiki sploh nočejo slišati, da bi starejši delavci delali dlje. In to bo imelo za posledico več brezposelnih med starejšimi,
več bo invalidskih upokojitev med starejšimi, več bo bolniških med starejšimi, kar bo vse dodatno obremenilo javna sredstva. In ker podaljšuje za približno za 3 leta, ne, je tudi to neprijazno do mladih, ki bi radi delali, pa nimajo dela. Tudi pripombe, češ da je toliko dosti referendumov, no, in da zdaj je treba to omejiti. Kdo v bistvu producira referendume? Omejiti treba politikom, da bi se šli referendume. Imajo možnost državnega zbora, imajo možnost marsikje, vlada je tukaj. Oni producirajo te referendume. Pri vsaki novi vladi nov referendum okoli RTV recimo. Ne. To je za politike normalno. Sindikati, to je pa drugi referendum praktično, v 20 letih. En je bil okoli dela v nedeljah in to je drugi referendum, ker branimo nekaj, ker mislimo, da je prav, da branimo. Vse je druga možnost tudi, lahko bi še na ulice, lahko bi razbijali. Jaz ne vem, kaj bi vse, kar so počeli v Franciji, v Grčiji. Odločili smo se, da gremo po tej pravni poti. In politike tudi spet to moti, z vsemi sredstvi proti. S kakšno pravico posegajo na ta segment, ker samo 8%, ponavljam, gre iz proračunskih sredstev. Pa tudi proračunska sredstva niso dana od ne vem kje, so davkoplačevalci prispevali. Vse ostalo je preko spiza, preko prispevkov, to so prispevki delavcev, delavk in delodajalcev, to niso prispevki države. Ne? In zaradi tega imamo pravico, mislim, te pravice ne morejo vzeti, ker tisti, ki najbolj skrbe za usodo, smo mi. Ta garnitura politikov že čez 2 leti, če ne prej, jih ne bo več. Ne? In delavci, delavke smo občutljivi, kaj bo za pokojninsko blagajno. Vemo, kdo je v ozadju. OECD, Mednarodni monetarni fond. Vlada je ujetnica finančnih inštitucij. Ne? Te dni prihaja poročilo OECD-a okoli Slovenije. Ne? Bomo imeli na tiskovni konferenci, boste videli natanko te vzorce neoliberalne politike OECD zdaj ponuja za Slovenijo. Zahteva in naši politiki se čutijo bolj odgovornim politikom oziroma tem gospodom iz teh inštitucij kot pa nam. In bodo vsemi sredstvi to branili. Za upokojence je bolje, da pokojnine sledijo plačam, za proračun pa je bolje, da sledijo življenjskim stroškom. To razgali vso filozofijo. Ne? Zakaj ne greste na ulice, kot ste šli 2005-ega? Ko je bilo stanje bistveno boljše, kot je zdaj. A lahko poveste, kdaj smo bili zadnjič na ulici? Nanašam se na te demonstracije 26.11.2005, ko ste bili proti reformam, ko je bilo okoli 40.000 ljudi. Ja. Vprašal sem za tega, ker verjetno pozabljate, ne veste, se ne morate se vedeti, da smo novembra pred letom ni imeli velike demonstracije v Ljubljani. Velike demonstracije v Ljubljani, ne večje, zelo velike demonstracije v Ljubljani, ne? 35.000 ljudi, nekaj takega, kar je za slovenske razmere veliko, da tako proti pokojninski reformi. Proti pokojninski reformi. Proti temu, čemu se mi borimo. Sami imamo to vlado, ki je politično narcisoidna. To smo že imeli, smo že večkrat komentirali. Ker se požvižga na to. Ona misli, da ima svoj prav. Ti ljudje mislijo, da ko so bili na volitvah zbrani, so dobili mandat, da je država njihova. Mandat nad pametnim znanjem in da oni vedo ta prave odgovore, kaj je dobro za delavce. Ne sindikati. Oni vedo odgovor, kaj je dobro za študente. Oni, ne študentska organizacija in niso za upokojence. Mi bi seveda lahko zbrali tudi drugo pot, kot so recimo v Franciji in Grčiji. Lahko bi zbrali. Ampak Francozi nimajo tistega, kar imamo mi, kar recimo upamo, da je treba izkoristiti. To je referendum. Francozi te možnosti nimajo. Kljub temu, da so v Franciji marsikaj počeli, gledajte, imajo podobno situacijo teh narcisoidnih politikov. Kljub velikim demonstracijam in še česa, kar se je zgodilo v Franciji, so sprejeli. Mi smo se zdaj tokrat odločili, da gremo po tej poti. S tem pa ni rečeno, absolutno ni rečeno, da nas bojo politiki prisilili, da bomo počeli še kaj drugega. Ampak tukaj ne bi rad prehiteval z nekimi grožnjami, ker te stvari se bodo zgodile takrat, ker pač se bodo zgodile. To je ta odločitev. In tudi vseh 7 sindikalnih central smo dali jasno, nedvoumno sporočilo, kaj zahtevamo in kaj mi predlagamo. Torej, mi nismo bili samo proti. Absolutno nismo bili samo proti. Dali smo predloge, strokovne predloge utemeljene, ki bi bili ti predlogi in takšna reforma bolj prijazna, bi upoštevala razmere na trgu dela,
upoštevala zdravstveno stanje ljudi, obnašanje delodajalcev, stanje na trgu mladih in še kaj.